Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tedenski izdaji. Spet je tukaj sreda, 1. februarska. Pomlad se bliža, pa s tem upamo seveda tudi, da bolj sproščeni časi. Mi bomo uživali tudi v današnjem pogovoru. Spomnili se bomo čestitljive obletnice rojstva. 200 let je namreč minilo od rojstva očeta slovenskega atlasa. Več o Blažu Kocenu, danes z nami tudi podžupanja občine Šentjur. Zdaj v našem studiu že pozdravljam podžupanjo občine Šentjur, gospa Silva Koželj je to. Pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z veseljem, sicer verjamem, da bi tudi v občino vi nas z veseljem povabili na razne prireditve, dogodke, po katerih ste v Šentjurju dobro poznani, saj imate ogromno meščanov, tistih, ki se jih spominjate, ki so dali velik doprinos. In Blaž Kocen pred 200 leti se je rodil 24. januarja, je eden izmed takšnih absolutno. In ravno v teh dneh ste mu nekako posvetili tudi častitljiv jubilej, ga proslavili tudi z izdajo znamke, ki jo je izdala Pošta Slovenije. In gospa Koželj, danes bova o tem nekaj več povedali, pa tudi malo vas še povprašam, kako je kaj v Šentjurju. Ampak najprej, gospa Silva Koželj, 200 let torej od geografa, očeta atlasa, kartografa je minilo. Blaž Kocen je tisti, ki ga v Šentjurju dobro poznate in ste nam tudi ponosni, a ne? Seveda, gre za zelo pomembno osebnost, ki je mogoče v tujini bolj poznana in cenjena kot v naši domovini, kar seveda tudi ni redkost. Tako je. Marsikdo od znanih Slovencev je v tujini bolj cenjen kot pa v domovini. Tako kot ste rekla, Blaž Kocen je znameniti geograf in kartograf, rojen na Hotunju, in ker je letos 200. obletnica njegovega rojstva, se je občina Šentjur skupaj z knjižnico Šentjur, Pokrajinskim muzejem Celje, šolo Blaža Kocena na Ponikvi, turističnim olepševalnim društvom Ponikva in pa društvu učiteljev geografije Slovenije v letu 2019 prijavilo na poziv občine, na poziv Pošte Slovenije, ki vsako leto izdaja tematske znamke na različne teme. In je občina kandidirala, da bi pač v sklopu te obletnice rojstva Blaža Kocena izdali tudi spominsko znamko o Blažu Kocenu. Bili smo uspešni na tem razpisu oziroma pozivu. Tako je 29. januarja bila izdana posebna spominska poštna znamka v počastitev Blaža Kocena. In torej priložnostna znamka je bila izdana, ne, v ta namen, na kar ste verjetno izjemno ponosni. Pozivi Pošte Slovenije so dejansko namenjeni temu, da vsaka občina pokaže svoje ljudi, ki jih drugače kar malo pozabimo. Prej ste omenili, ne, da v domačih logih včasih marsikdo ni priznan, šele v tujini doseže tisto svojo slavo. Je pa prav, da se jih potem tudi spomnimo. In na to priložnostno znamko imamo danes tudi tukaj. Ampak, gospa Silva, imate pa tudi, ste prinesli Kocenov geografski atlas. Zdaj, če se malo pa posvetiva Blažu Kocenu, kako recimo Šentjurčani s ponosom predstavite Blaža Kocena? Kdo je to? Kot sem že rekla, je priznani geograf in kartograf. Bil je tudi učitelj na gimnaziji. Bil je eden tistih, ki je geografijo izvzel iz takratnih naravoslovnih predmetov, ker včasih geografija ni bila samostojni učni predmet. Videl je velik primanjkljaj učbenikov in raznih drugih učnih pripomočkov, zato je izdal več učbenikov iz področja geografije. Ta njegov format atlasa
pa še sedaj tudi malo pokazali, ja, ste prinesli zraven. Je pa še sedaj dejansko veljaven format atlasa in ga tudi v večjih evropskih državah še vedno atlase izdajajo pod imenom Kocenov atlas. Ja, zelo ponosni ste verjetno, ne? Nanj. Vsaka sobota v marcu se mi zdi, oziroma sobota v marcu je tudi Kocenova sobota. Tako je vsako leto meseca marca je tako imenovana Kocenova sobota, ki je povezana z pohodom po učni poti in pa raznimi geografskimi predavanji. Letos zaradi trenutne situacije žal v mesecu marcu to ne bo izvedljivo, zato je že sedaj to prestavljeno na mesec september. Takrat pa se planira tudi velik mednarodni simpozij. Se pravi, ta simpozij torej spominja, predstavlja, se spomni. Kako pa te naše generacije zdajšnje, recimo, no? Je odziv velik na vse te dogodke? Zlasti na Ponikvi je Blaž Kocen zelo znan in tudi osnovna šola se imenuje po Blažu Kocenu. Na Hotunjah, tam, kjer je stala njegova rojstna hiša, je sedaj postavljena lesena hiša, v kateri je stalna spominska razstava na Blaža Kocena. Tam so tudi razstavljeni atlasi, pa tudi v osnovni šoli Blaža Kocena je stalna razstava, kjer je preko 20 različnih atlasov razstavljenih. Tako da je z tega vidika zelo bogato dediščino je zapustil, in Šentjurčani jo absolutno dobro znate predstaviti oziroma jo spoštovati. Se trudimo. Tako, torej, in Šentjurčani zelo dobro znate spoštovati svojo dediščino, jo tudi prikazati vsem, tudi našim zanamcem, in prav je, da to počnete. Letos sicer ne tako, kot ste to znali v preteklih letih, ampak vseeno imamo pa v rokah znamko, torej Blaža Kocena, ki jo je pošta letos izdala 29. januarja, torej je v obtoku. Vi ste se prijavili na pobudo leta 2019. Znamka pa je takšna, mi jo bomo sicer tudi pokazali, ampak kje jo lahko, gospa Silva, pa dejansko tudi vidimo, dobimo, da jo imamo doma? Znamka se lahko kupi na poštah Slovenije. Je pa ob tej priliki tudi narejen poštni žig, ki se nahaja na pošti Ponikva. Aha, Ponikva. Ja, to je matična pošta. In zlasti za filateliste in ljubitelje znamk je to zelo dobrodošlo. Poleg znamke je bil v tem paketu tudi pisemska ovojnica za znamko s tem žigom prvega dne. Z naslovnico prvega Kocenovega atlasa vidim, ne? Tako, to je naslovnica prvega Kocenovega atlasa in enega izmed učbenikov Blaža Kocena. Sama znamka, pa če lahko malo opišem, je podoba Blaža Kocena. Gre za simboliko, naslanja se na seznam krajev in v ozadju je en od njegovih zemljevidov, ki prikazuje področje današnje Slovenije. Če dobro pogledamo, ima na sredi rdečo piko, ki predstavlja njegovo srčnost, hkrati pa je locirano tam, kjer je Ponikva. Na samem zemljevidu. Njegovo izhodišče dejansko, življenjsko, ja. Super. Silva, znamko lahko torej imamo, je izjemna vrednost. Drugače pa zelo pomembni so tudi trenutki, sploh v današnjih dneh, ko obeležujete tovrstne obletnice. Zanima pa me, kako pa je zdaj drugače v Šentjurju, zdaj v teh časih. Ogromno prireditev, dogodkov ste imeli, sploh v poletju ste tudi se spomnili bratov Ipavec, še toliko bolj, kot tudi skozi vse leto. Kako bo kaj letos, ko vas imamo ravno tukaj? Letos je leto Josipa Ipavca v počastitev 100-letnice njegove smrti. To je leto, ki ga je
vlada razglasila za leto Josipa Ipavca na območju celotne Slovenije. Res je, pripravljenih je ogromno prireditev, ki pa jih sedaj selimo na online splet, tako virtualno druženje. Nažalost, druženje pač ne gre drugače. Nažalost, v trenutni situaciji ne gre drugače. Upajmo, da se bodo slejko prej razmere v tolikšni meri spremenile, da bomo dejansko tudi v živo lahko izvajali te prireditve, ki so res bogate. Prav danes poteka tudi novinarska konferenca na to temo, tako da jaz predlagam, da spremljate objave na spletu, na spletni strani občine Šentjur. Bi pa tudi povedala v zvezi z Blažom Kocenom, da v ponedeljek, ko je kulturni praznik, bo na Hotunjah v njegovi spominski sobi tudi od 10 do 12 možen ogled te spominske sobe z razstavljenimi atlasi. Tako da ste vsi gledalci vljudno vabljeni, da se udeležite tega ogleda. Hkrati pa vas vabim tudi na ogled vseh zbirk, ki so v Šentjurju, zbirke, ki se nahajajo v Razvojni agenciji Kozjansko. To so muzejske zbirke od zakladov Rifnika, pa tudi Ipavčeva hiša, kjer je tudi stalna razstava v počastitev Ipavcev. Ogromno bogatih zbirk, kot ste tudi sami omenili, čeprav je treba povedati v ponedeljek, ko bo v Kocenovi hiši, torej na ogled, je treba spoštovati vse ukrepe, to seveda absolutno ne, da smo odgovorni vsi. Tudi pri vseh teh obiskih raznih kulturnih ustanov opozarjamo na spoštovanje vseh ukrepov in se trudimo, da vsem tem predpisom tudi zadovoljimo z svojim ravnanjem. Da jih upoštevamo. Ne pozabimo na kulturo, ne pozabimo na kulturni praznik, ne pozabimo na vse to, kar imamo, bogato dediščino, pa vendarle pazimo nase. Tako je. Gospa Silva, hvala lepa za tale obisk v našem studiu. Kot sem rekla na začetku, zelo veseli smo, da ste tukaj. Veseli bi bili še bolj, če bi lahko prišli tja, pa tudi s kamero posneli dogajanje, vse tisto, kar se generacije potem nekako združujejo z izjemnimi osebnostmi, ki jih imate torej v Šentjurju. Zelo veliko pa jih tudi znate predstaviti širni Sloveniji. In še enkrat hvala vam za vse to. Izjemno bogato mesto je Šentjur in verjamem, da se še bomo podružili in vse te vaše velikane nekako proslavili njihove obletnice skupaj. Ja, hvala za povabilo in možnost, da smo na občini predstavili to dogajanje in tudi samega Blaža Kocena, ki je, kot sem že dejala, večkrat spregledan oziroma premalo poznan, razen v teh strokovnih krogih. Ampak tudi Šentjurčani, torej s tovrstnimi dogodki, s tovrstnimi pozivi, prijavami na pozive, absolutno poskrbite za to, da se ne pozabijo. Tako je. Lepo se imejte, gospa Silva, hvala lepa. Hvala vam. Pazite nase, ostanite zdravi, pa se srečamo spet kmalu, velja? Ja, hvala. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa.
Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte borzi nepremičnin. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Za vse želje izberite darilni bon Desetak. Veljaven v 5 nakupovalnih središčih. Nakup prek spleta na desetak.si. Tako, v upanju seveda na kmalu spet druženje in obeleževanje tovrstnih dogodkov. Gremo naprej tudi z našo tedensko izdajo in s pozivom, da pazimo nase, da poskrbimo za to, da bomo vso to situacijo čim bolje prebrodili in da bodo časi spet normalni. No, so pa normalni časi na upravni enoti Celje, kjer sicer poslovanje tudi poteka nekoliko prilagojeno, pa vendarle ogromno informacij dobite. Tudi danes je z nami načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko. Ali je potrebno za oddajo vloge za osebne izkaznice se prej naročiti? Za podajo vloge za osebno izkaznico se ni potrebno prej prijaviti oziroma pridobiti termina. Naj s tem v zvezi povem, da je upravna enota Celje vse skozi poslovala tudi v času epidemije in da ni nikoli prišla na sistem naročanja strank. Se pa zaradi ukrepov covida lahko v atriju naše upravne enote, kjer so okenca za poslovanje s strankami, istočasno zadržuje omejeno število strank, kar seveda posledično pomeni, da je včasih potrebno zaradi gneče malce počakati pred vhodom. Za kar se pa seveda že vnaprej opravičujemo oziroma prosimo za strpnost in potrpežljivost. Oglasite se pa lahko kadarkoli v delovnem času upravne enote Celje. Hčer in fant se bo preselil k nam in bi na našem naslovu prijavil tudi stalno bivanje. Kako poteka ta postopek in kakšna dokazila potrebuje? Moramo kakšno izjavo celo morebiti overiti pri notarju? Glede prijave stalnega prebivališča vas vabimo, da si preberete vse potrebne informacije na osprednji spletni strani e-uprava. Dokumentov ni potrebno overjati pri notarju. Vkolikor pa imate kakršnakoli še dodatna vprašanja vezano na vašo konkretno zadevo, vam predlagam, da pokličete na telefonsko številko 03 4265 300. Toliko v naši tedenski izdaji za ta teden, 1. februarsko sredo. Lepo se imejte, pazite nase in bodite z nami spet čez teden dni. Srečno!